Drage Domžalčanke in dragi Domžalčani, lep dober večer. Kot vsako leto se ob izteku novembra na domžalskih ulicah znajdejo okraševalci in postavljavci, ki se vzpnejo k uličnim svetilkam in jih polepšajo z barvami. Naše pisano in prav čarobno osvetljeno mesto boste, če boste vztrajali z nami, tudi kmalu uzrli. Prižgali bomo praznične luči in kamera vas bo peljala na ogled, tako rekoč na virtualni sprehod. Še prej pa boste od tu prav kmalu lahko priča osrednji zvezdi večera, razsvetljeni domžalski smrečici. Zanjo, kot tudi za ostalo okrasitev, je poskrbelo podjetje Elektroinštalacije Skočaj. No, še prej pa vas vabimo, da prisluhnete govoru letošnje prejemnice naziva častna občanka občine Domžale, spoštovane gospe Vera Vojska. Prav v veselje nam je, da je ob tej priložnosti z nami njena modra, izkušena, izbrana in topla beseda. Dober večer. Lepo pozdravljeni na začetku prazničnega decembra, katerega prve dni bomo v Domžalah obeležili s prižigom prazničnih luči. Tako bo naše mesto in tudi ostali kraji dobili več prazničnih luči, ki bodo svetile v decembru in vsem nam prinašale svetlobo in toplino. Konec posameznega leta je tudi priložnost, da se ozremo na ure, dneve, tedne in mesece preteklega leta in vsak sam pri sebi, pa tudi vsi skupaj ugotovimo, kakšno je bilo pravzaprav leto, ki zapira svoja vrata. Leto 2020 oblikuje virus, ki je prinašal ukrepe, katerim smo se morali podrejati oziroma upoštevati. Vplival je na naše življenje, hkrati pa je bil tudi priložnost za to, da smo bili več skupaj v družinah, da smo se bolj posvečali drug drugemu, da smo bolj poskrbeli zase in da nenazadnje smo tudi pomagali tam, kjer je bilo potrebno. Sama se bom leta 2020 zelo rada spominjala. Doletelo me je namreč prijetno presenečenje, ko sem dobila priznanje častna občanka občine Domžale. Ob tej priložnosti bi se rada zahvalila vsem, katerih delček je del tega priznanja. Hkrati pa bi rada povedala, da sem rada častna občanka in da se bom rada udeleževala vseh prireditev in srečanj, tako kot vedno doslej. Konec posameznega leta pa je tudi priložnost za naše razmišljanje o letu, ki prihaja. Naše želje so različne, pa vendar se upam reči, da so letos skromnejše, kot so bile prejšnja leta. Najbrž ne bom povedala nič novega, če bom rekla, da si želimo predvsem zdravje. Zdravje zase, za svoje bližnje, za prijatelje, zdravje za vse, saj je to tista vrednota, ki nam v teh časih največ pomeni. Če bo zraven še malček sreče in če bo še malček prijetnih trenutkov, potem nam ne bo težko. Prepričana sem, da vsi upamo, da leto 2021 bo boljše, kot je bilo prejšnje leto. Pa vendar bo predvsem od nas samih odvisno, kako in kaj bo. Potrudite se, da boste v tem letu preživeli čim več lepih dni, za katere boste rekli, da so najlepši, če ne že v vašem življenju, pa v letu 2021. Moje želje vsem vam so, da leto 2021 preživite lepo, skupaj s svojimi najdražjimi in prepričani, da je življenje lepo. Samo malce potruditi se je treba. Naj bo torej leto 2021, ki trka na vrata, srečno za vse vas. Hvala letošnji prejemnici naziva častna občanka gospe Veri Vojska. Želimo ji vse dobro v teh prazničnih dneh, ki so pred nami. Sledi nagovor prvega moža občine, župana gospoda Tonija Dragarja. Zgodilo se bo nekaj lepega. Spoštovane občanke in občani, verjetno ste se spraševali, le kaj se bo zgodilo.
kaj se v tem letu sploh še lahko zgodi. Po vsem tem, kar smo preživeli, si marsikdo želi zgolj samo zamenjati koledar in se vrniti v staro realnost. Zagotovo to drži, a vendar vse ni tako pusto, kot morda na prvi pogled izgleda. Čarobni december je pred nami. V zraku že diši po zimi, kratki dnevi nas po vsakodnevnih obveznostih preganjajo v topla stanovanja. Veliko sem razmišljal o tem, kako bi ob vsem tem dogajanju sploh še lahko občutili srečo tega čudovitega dela leta. Na kakšen način bi prišel do vseh vas, občank in občanov, da bi vam povedal, da sem z vami, da z veseljem že vrsto let stojim za vami in tokrat bi na tem mestu rad pohvalil vas. Za vso podporo in razumevanje, za vse pobude, iskrene misli, vaša znanja in spoznanja. Hvala vam. Veste, kraj bogatijo ljudje in to leto smo bili priča tudi lepim zgodbam. Imenovali smo prvo častno občanko gospo Vera Vojska, ki v našem prostoru pušča zares močan pečat in zato sem ji vedno znova hvaležen. Tako kot sem hvaležen prav vsakemu izmed vas. Morda letos ne bomo brezglavo hiteli naokoli, da bi nakupili še zadnja božična darila za svoje najdražje, ne bo klasičnih zaključnih zabav in kosil, druženja v mestnih središčih in plesa pod bleščečimi lučmi. Decembrske dogodke v živo letos res ne bomo izpeljali. Sem pa slišal, da nas bo Miklavž obiskal kar prek spleta. Miklavž in dedek Mraz bosta svoje poslanstvo letos opravljala bolj skrivoma, seboj pa bosta prinesla tudi pomembna sporočila, ki jim velja prisluhniti. Svojim skrivnim prihodom nas navdihujeta, da tudi mi v tem času umirimo svoj tempo in praznične dneve obarvamo po svoje. V tem miru poskušajmo najti morda že popolnoma skrite radosti čarobnega decembra. Glede na trenutno situacijo se je v marsikomu porajal tudi dvom o upravičenosti postavitve prazničnih luči, ki osvetljujejo naše mesto. Ob vsem tem, kar je bilo ljudem v tem letu odvzeto, tu ostajamo jasni. Prazničnega vzdušja občanom in občankam ne bomo vzeli. Kar nekaj je idej, s katerimi vam želimo polepšati prihajajoči čas in potrudili se bomo, da vam v vaše domove pripeljemo vsaj kanček veselega decembra. Skupaj lahko ustvarjamo svojo edinstveno božično zgodbo, ki pa jo bomo še dolgo potem pripovedovali svojim zanamcem. Naj bo lep in zdrav praznični december. Kot je povedala že naša častna občanka, ozrimo se vase in storimo kaj dobrega zase in za ljudi okoli nas. Takrat se bo zagotovo zgodilo marsikaj lepega. Prav lepa hvala tudi županu, gospodu Toniju Dragarju, da nas je nagovoril in uvedel v praznično vzdušje, ki ga bo tule v središču Domžal prav kmalu zares začutiti. Čas je, da se Domžale praznično osvetlijo. Prele smo že malce zvadili, no zdaj pa čisto zares. Lahko odštevate z nami. 3, 2, 1. Drage Domžalčanke, dragi Domžalčani, želimo vam mirne, prijetne, zlasti pa radosti polne praznične dni. Mimobežnih srečevanj, rajanja, zlasti pa prazničnega vzdušja danes v središču mesta, odkoder se vam javljamo v virtualni svet, ni in ne bo čutiti v polni meri.
Običajnemu izredno prijetnemu vzdušju ob prižigu prazničnih luči v mestu smo se morali letos odpovedati in nikogar ni, ki ne bi dobro vedel, zakaj je temu tako. Javni prostori tokrat ne morejo biti prizorišča naključnih srečanj, ki se jih tako radi nadejamo v prazničnih dneh. Pravzaprav so nas razmere prikrajšale tudi za to, za naključja, za spontana srečanja bolj ali manj bližnjih, pa znanih, ljubih ljudi, ki jih na takih mestih, tako se zdi, vedno radi nagovorimo, kaj povprašamo, izvemo o njih, morda tudi izpletemo kakšno preteklo vest na novo ali kakšno vest povsem na novo. Upamo, da so ob zaključku tako zelo posebnega leta to prikrajšanost za naključja in druženja izven kroga domačih pri večini potešile trdne vezi, ki jih, če imamo le srečo, najdemo v toplem zavetju doma. In vendar bi bilo povsem nebrižno iti mimo dejstva, da praznični tedni, ki so pred nami, za vse gotovo ne bodo tako udobni in radostni. Stiske za 4 zidovi bodo ponekod hude, zato, če le morete, ozrite se naokoli, poglejte, če vas kdo potrebuje in preverite, ali komu lahko olajšate ali polepšate bivanje, mu podarite gesto ali dve. Bodimo v teh časih še posebej solidarni, kajti vsaj na nek način to vedno premoremo vsi. Prilagojena bližina, pospremljena s pogovorom in očesni stik, vse to imamo gotovo na voljo za udar. V teh časih pa bodo mimoidoči to najbrž še posebej cenili. Pravzaprav je tako malo treba, da nekomu vzbudimo prijetne občutke, teh pa se še posebej te dni najbrž in še zlasti ne bomo nasitili. Srčno upamo, da vas čim več uspe ob božični smrečici in v krogu najbližjih v miru in spokojno doživeti mesec, ki se nam približuje. Vse dobro.